Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, se vsako leto razveselite tega letnega sprejema in seveda uspehov vaših radovljiških športnikov. Ja, res je, no. Jaz samo ugotavljam, da iz leta v leto je več perspektivnih oziroma kategoriziranih športnikov in tudi v različnih športnih panogah. Mi smo ugotovili, da je 9 športnih panog, ker jih prej ni bilo v takem številu, tako da me tudi to navdušuje in seveda so mešane olimpijske, neolimpijske športne discipline, ampak posegajo po najvišjih mestih in pa nastopajo v reprezentancah. Tako da Radovljica oziroma radovljiška občina ima tudi največje število živečih v naši občini, ki imajo medalje z olimpijskih iger in to smo ponosni. Tako da smo skupaj z Bledom Olimpijski športni center in to skušamo, nadgrajevati in zagotavljati najboljše pogoje, tisti, ki doma trenirajo. Seveda tisti najboljši potem odhajajo v druge boljše sredine, predvsem v moštvenih športih in navdušeni smo, da lahko to zagotavljamo in da je taka vnema med športniki, ker želijo dosegati vrhunske rezultate. In na tokratnem vašem sprejemu je precej mladih upov, to pa je še posebej razveseljivo. Ja, jaz sem v nagovoru povedal, da me veseli to, da prihajajo mlajši, ki vidijo že v teh visoko kategoriziranih športnikih tudi, navdušenje nad njihovimi rezultati in je marsikomu vzor. Seveda je pa zdaj tudi eno obdobje, ki jih je pa par manjkalo v živo tukaj, kajti približujejo se olimpijske igre in drugi teden plezalci imajo že kvalifikacije, nekaj je pa tudi bolezni, tako da čisto vsi niso bili prisotni, ampak ne glede na to imamo 16 takih športnikov in smo zelo veseli. Kakšno leto je letos za vami? Ja, meni se zdi, da kar uspešno. Najprej sem imela Evropsko prvenstvo, kjer sem dosegla 3. mesto v kategoriji do 45 kg v taekwondo ITF-u. Potem sem pa še sezono zaključila v bistvu v svetovnem prvenstvu, kjer sem prav tako v kategoriji do 45 kg dosegla odlično 2. mesto. Meni se zdi, da je leto kar uspešno, zdaj pa ciljamo sam še višje. In kaj vas čaka letos? V bistvu bolj kaj ne priprave, potem me spet maja čaka Evropsko prvenstvo, čez 2 leti pa še zadnjo mladinsko svetovno prvenstvo. In kdo je vaš trener? Ja, moj trener na novo je Sane Lutič iz Ljubljane. Prej sem bila pa v klubu taekwondo Radovljica, kjer je bila moja trenerka Barbara Meglič. Je za taekwondo potrebno veliko treninga, volje in energije? Seveda, veliko tudi odrekanja, saj so kategorije kar naporne, pa je treba tudi nekaj izhujšati, da je tudi odrekanja veliko. Je posebna prehrana za to? Ja, zelo malo cukra pretekvam, pa zelo malo ogljikovih hidratov, v bistvu večino hujšanja, pa je zadnje 2 tedna pretekmo. Pa se je težko odreči tistim stvarem, ki jih imate radi? Se je težko, ampak na koncu se vidi, da je se splačalo trpeti malo, pa je biti tam, kjer smo zdaj. In ko je uspeh tu, potem ni problema, ne? Iskrene čestitke in uspešno sezono. Najlepša hvala. Udeležili ste se tega letnega sprejema športnikov na povabilo župana občine Radovljice. Kaj pravzaprav za vas to pomeni? Ja, z največjim veseljem sem se pridružil tega sprejema. Vsako leto je veselje biti tukaj, tudi slišati, kaj so ostali dosegali in zastopati radovljiško občino je itak čast. Tako da, ja, lepo je bilo danes biti spet tukaj. In kakšna sezona je za vami in kaj je pred vami? Letos je bila v bistvu taka prelomna sezona zame, ker sem se odločil, da v bistvu zaključim s tekmami in se v bistvu posvetim čisto skalnim vzponom. Letos mi je uspel že nekaj dobrih vzponov v skali tudi že narediti, ampak ja, to je bil največji preskok letos. Vaši uspehi? Ja, se pravi, v skali sem preplezal zdaj že 2 9A, en 9A+. Pred kratkim sem prišel z Norveške, plani so za naprej še tudi jeti na nove odprave in tako da to je to.
Vi ste podpredsednik Športne zveze. Kako ocenjujete letošnje leto vaših radovljiških športnikov? Torej, jaz mislim, da so naši športniki izredno uspešni, zelo sem vesel. Med njimi vidim mnogo mojih bivših učencev. Veseli me, da so ostali zvesti športu in veseli me tudi to, da so uspešni ne samo v športu, tudi v šoli. Vsaj po razgovoru, ko se pogovarjamo z njimi, vem, da so aktivni na vseh področjih, kjer je le mogoče. In v katerih panogah so vas zastopali? Moji učenci so pa atleti, hokejisti, plezalci, se pravi, smo že 3 našteli, tako da lahko rečem zelo uspešno. Pričakujete tudi letošnje leto takšno, kot je bilo letošnje? Še boljše. Jaz sem prepričan, da bo še boljše, kajti otroci, ki trenirajo, so pač vedno več jih je, vedno bolj se znajdejo v tem športu, pozna se sicer čas covida, ko je bilo treningov manj oziroma so bili drugače razporejeni, so bili nadaljavo. To, kar je pa zdaj, je pa v bistvu šlo preko vseh meja, tako da otrok je vedno več na treningih in me veseli, da je tako.